Zdaj pa čas, da si pogledamo nov prispevek našega nestabilnega korespondenta Lukija, ki se je ta teden poglobil v zelo zanimivo temo. Zelo zanimivo temo njemu, ne pa tudi nam. Pozdravljeni. Dobri stari časi. To velikokrat izustimo in velikokrat slišimo. Časi, ko je bila trava bolj zelena, zrak bolj čist, kruh cenejši in svet lepši. Ali je pa res bilo tako? Ali se ne morda samo zdi, da so to bili boljši časi? In kaj ljudje sploh mislijo s tem, ko rečejo dobri stari časi? Koliko nazaj se moramo spustiti? Jaz ne vem, bom pa probal razložiti. Se še spomnite takih oglasov, ki so cigarete tako rekoč prodajali otrokom? Časov, ko so še zdravniki predpisovali cigarete in varnostne pasovih v avtomobilih, smo imeli pa bolj za okras. Ja, kako simpatična družina. Samo, kje so čelade? Kaj pa varnost? A so bili to boljši časi, ko si lahko glavo na kolesu razbil? Ne vem, ampak resno. Ljudje imamo zanimiv spomin. Selektiven bi lahko rekli. Kajti ohranjamo dobre spomine, slabe pa potlačimo in izbrišemo. Tudi v znanosti poznamo izraz prav za ta pojav. Stujko se to imenuje rosy retrospection ali po naše nekako rožnata retrospektiva, ko se preteklosti spominjamo boljše in lepše, kot je v resnici bila. Vsi hitijo iz službe, spet bo gužva na cesti. In ljudje se danes radi pritožujemo nad gnečo na cestah, avtocestah, sploh na vseh cestah. Pa si poglejmo, kako je bilo pa v preteklosti. No, vidite, nič bolje. Samo pritoževali se nismo toliko. Verjetno zato, ker je bil bencin še usvilčen in je malo mehčal možgane. Ja, kakšna simpatična družina. Dostikrat slišim, da so bili ljudje včasih bolj povezani, bolj prijazni, so se več družili in več časa preživljali skupaj. Otroci so se dejansko igrali od zunaj in med sabo, ne pa na telefonih. No, a ne spada to tudi med stare dobre čase? To so bili nekako moji stari dobri časi. No, ne čisto moji, sosed je imel te konzole, ampak sva se pa zabavala. Ja, ekrani so nas čist prevzeli in posrkali vase. Že takoj, ko so se pojavili, cele vasi so se zbirale pred televizijo. So bili to dobri časi? Ljudje kljub podražitvam naftnih derivatov še vedno morajo priti do službe. Se vam zdi, da je danes vse predrago? No, guncanje je zastojn, ampak vse je predrago. In novica dneva, ljudem je zmeri bilo vse predrago. No, razen tistemu 1% čisto na vrhu. Oni si pa lahko prvošijo. Zdaj boste rekli, Luki, pa saj si se dotaknil komaj 50 let zgodovine, nisi šel preveč globoko nazaj, boljši časi so bili bolj zgodaj, prej v zgodovini. Preverimo. Ta zgodovina je polna kug, bolezni, necepljenih otrok, vojen, lakote in še bi lahko našteval. Naj vam omenim samo to. Toaletni papir je postal standard šele 1901, tako da ne vem, kako so bili prej dobri stari časi. Saj ne za ritko. Mislim pa, da so to bili časi, ko smo bili vsi mlajši, lepši in brez kredita. Tako da meni se zdi, da prav danes živimo v dobrih starih časih. Ker čez 10 let, ko bomo pomislili za nazaj, kaj so bili dobri stari časi, se bomo spomnili morda prav leta 2025. Carpe diem, kot bi nekateri rekli. Čeprav v Ukrajini je vojna, skozi so neke poplave, Gaza je v plamenih, jaz ne morem plačati položnice za elektriko, ne morem dati babice v dom za ostarele, manjkajo učitelji, manjkajo zdravniki, svet gori! Luka bi bil v eni dobi iz preteklosti človeštva modrec ali pa prerok. Preden greš, klikni tukaj in se naroči na naš YouTube kanal, imamo pa tudi TikTok, Instagram in Facebook, tako da le urno.